Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 6. januar 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Kadrovska stiska v slovenski policiji. Od leta 2007 več kot 1500 zaposlenih manj, vsaj 15 enot po državi ne more več zagotavljati neprekinjene 24-urne patruljne službe. Po tragičnem dogodku v Kranj-Montani s psihologom o psihološkem vidiku nesreč. Začetek volilnega leta zaradi novega načina določanja obračunske moči prinaša številnim odjemalcem dodatno znižanje omrežnine. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vcer.com. Policijska postaja Slovenska Bistrica je ukinila nočno dežurstvo, kar sproža vprašanja o varnosti. Medtem ko vodstvo policije govori o optimizaciji in večji prisotnosti patrulj na terenu, sindikat opozarja na alarmantno kadrovsko stisko. Od leta 2007 je policija izgubila več kot 1500 zaposlenih, vsaj 15 enot po državi pa ne more več zagotavljati neprekinjene 24-urne patruljne službe. O tem je v Večeru pisala urednica Črne kronike pri nas, Elizbeta Planišič. Pozdravljena. Zdravo. Beti, najprej pojasnimo, kaj pomeni ukinjanje nočnih dežurstev, da smo si na jasnem. V bistvu preprosto to pomeni, da je policijska postaja po noči zaklenjena. Prej si imel policista, recimo, ki je pač po noči dežural, zdaj tega več ni. Policisti so prisotni, mislim, da samo od 6 do 14 ure. Izven teh ur pa so občanom na voljo torej klici na številko 113 ali na anonimno številko policije. Zdaj do nas je prišla ta informacija zaradi te bližine Slovenske Bistrice, ne? Drži. In nas vznemirila oziroma vznemirila predvsem prebivalce Slovenske Bistrice. Da, ni pa to seveda edina takšna policijska postaja na območju policijske uprave Maribor, ki ima že te težave. Sindikat opozarja, da je v bistvu vse več policijskih postaj, ki imajo težave ne samo z nočnim dežurstvi, ampak tudi z zagotavljanjem te obvezne 24-urne patruljne službe vse dni v tednu, torej 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Tako to pišeš v tej tvoji analizi in ugotavljamo lahko, da je situacija iz Slovenske Bistrice kot nek simptom širše težave po celotni državi. Je torej to, kar vidimo v Bistrici, le vrh ledene gore sistemskega sesutja policije na lokalni ravni? Da, v bistvu zanimivo je, da se kaže torej prav na nekako lokalni ravni. Verjetno bova kasneje govorila še malo o statistikah zaposlitev, ampak zanimivo je, da medtem ko marsikje na policijskih upravah število zaposlenih pada, se je število zaposlenih na primer na generalni policijski upravi v tem obdobju povečalo. Vodstvo policije spremembe označuje za optimizacijo delovnih procesov, pišeš, ki naj bi skrajšale odzivne čase policije. Po drugi strani pa sindikat opozarja, da policisti na terenu delajo v vedno slabših in nevarnejših razmerah. Kaj o tej optimizaciji pravijo tvoji viri? V bistvu gre za to, da če povemo zelo na kratko, torej po nekaterih naših virih iz Slovenske Bistrice se je preprosto dogajalo to, da ste recimo v nočni patrulji bile lahko le 2 policistki, da drugih kadrov pač na voljo niso imeli. Sindikat tudi govori nekako o zasedenosti torej delovnih mest na tej policijski postaji in v bistvu ugotovimo, da je na voljo za patruljo zgolj polovica razpisanih oziroma predvidenih kadrov. Torej, sistemizacija delovnih mest je samo polovica izpolnjenih in na voljo za neke redne patrulje. To se dogaja tudi drugje. Predvsem pa je treba omeniti, da recimo primeri kot so Dolenjska, kjer imaš ti to tako imenovano varnostno območje, kjer v bistvu zaradi nekih izrednih razmer, kot smo jih recimo doživeli konec lanskega leta, se na to območje potem prerazporejajo tudi policisti od drugod in ne vem, morebiti tam pomaga tudi kakšen policist iz Slovenske Bistrice. Da še dodamo malo, govorila si o Slovenski Bistrici in številkah, tam mislim, da je razpisanih delovnih mest oziroma po sistemizaciji 45, zdaj jih pa tam dela 22, pa še od tega ne vsi z polnim delovnikom, ne? Tako da to je zdaj res drastična razlika od tega, koliko bi tam zaposlenih moralo biti in koliko jih je. In ko smo ravno pri kadrih v policiji, zelo zgovoren je graf zaposlenih v slovenski policiji, ki je objavljen ob članku in kaže strm padec od leta 2007. Kaj
v policiji glede zaposlovanja oziroma kadrov napovedujejo za leto 2026 in prihodnja leta. Se napovedujejo kakšne izboljšave, ker ta padec na grafu, ki ga lahko vidite, je res strm in nekako najbolj nazorno kaže te kadrovske težave v policiji. Da, obstajajo seveda, tudi če se pogleda graf, obstajajo pač v bistvu določene letnice, ki so pač prinesle drastično padce, pa število v bistvu nenehno zmanjšuje. Sicer vodstvo policije opozarja, da je leto 2025, ki se je zaključko podatke v grafu so namreč do konca oktobra, ampak da do konca leta naj bi v bistvu nekako odpovedi in prihodi novih policistov prvič obrnili ta trend nekoliko navzgor, torej naj bi končali v pozitivi. Ampak v bistvu, če ne bo seveda neke dolgoročne politike zaposlovanja, se seveda ta trend ne bo obrnil navzgor tako, kot bi se moral. V lanskem letu se je zgodilo, da smo po ne vem kolikih desetletjih imeli znova število zaposlenih v policiji pod 8.000. Da ne bo pomote, vodstvo policije se z nekimi prijemi poslužuje, udeležuje se kariernih sejmov, imajo tudi kar nekako zelo angažma na socialnih omrežjih, da bi privabili mlade. Ampak vprašanje je v bistvu, koliko je biti policist dan danes še sploh poklic, ki v bistvu bi zanimal to našo mladino. No? Se ljudje počutijo varno? To je eno vprašanje, ki se ves čas pojavlja tudi v naših redakcijskih srečanjih. Kaj praviš ti? V bistvu seveda to je zelo subjektivno, kako se ljudje počutijo. Če boš ti v bistvu ljudi vprašal na nekem območju, kjer so se, ne vem, včeraj prišlo do nekih spopadov, streljanja, obvlomov, bo zagotovo ta občutek varnosti manjši, kot če boš ti ta istega človeka vprašal čez nekaj dni. Načeloma Slovenija v primerjavi z nekaterimi drugimi je varna država, ampak seveda ne smemo pa sedeti na lovorikah, glede na to, kar se dogaja v policiji in tudi glede na družbene razmere, ki jih imamo, se lahko v bistvu stvar zelo hitro obrne. Na stranih Črne kronike ste leto začeli zelo udarno, z udarnimi novicami, analizami, pregledi. Na koncu bi povabili še k branju današnjega pregleda umorov in ubojev v letu 2025, ki ga je pripravila Vesna Lorec. Beti, prosim, strni, kakšne so ugotovitve oziroma o čem lahko beremo tudi danes? Torej Vesna, ki se je prebila skozi lanskoletne najhujše delikte, torej umore, uboje in poskuse teh dejanj, je ugotovila, da je bilo preteklo leto v primerjavi z zadnjimi 5 leti nekako najbolj mirno. Policisti Generalne policijske uprave so zaključili preiskavo 22 tovrstnih kaznivih dejanj. Izhaja pa v bistvu iz statistika lanskega leta predvsem en presenetljiv podatek, in sicer da je bilo rekordno zabeleženo število storilcev, ki za dejanja ne bodo odgovarjali. Torej gre v primeri, kadar je bil stojen, ne vem, umor, pa je potem storilec v bistvu storil samomor, ali uboj, pa se pač v bistvu torej ne bodo odgovarjali zaradi tega, ker so pač umrli. Ok, zanimiv podatek, podrobnosti pa so seveda popisane v Vesninem članku, vabljeni k branju. Hvala, Beti, da si vzela čas in čim bolj mirno leto želim. Hvala, enako želim tudi tebi in seveda vsem našim bralcem, poslušalcem, gledalcem in torej mirno in srečno 2026. Ob nedavnem požaru v švicarskem klubu so posnetki ljudi, ki namesto bega snemajo ogenj, sprožili val zgroženosti. Ko je zagorelo v švicarskem lokalu, so mnogi še naprej mirno opazovali dogajanje in snemali požar, razkrivajo posnetki, ki so preplavili družbena omrežja. Ali so mladi povsem brez preživetvenega nagona in je res bolj pomembno snemati dogajanje, kot si rešiti življenje, so se spraševali mnogim. A psiholog dr. Marko Polič, ki se vrsto let raziskovalno ukvarja tudi s psihološkimi vidiki nesreč in zaznavanjem tveganja, razlaga, da je to najbolj značilna reakcija na razmeroma nejasno dogajanje. Današnja mladina v tem pogledu ni nič posebnega, miri. V pogovoru z našo novinarko Franjo Žišt Polič pojasnjuje, da ne gre za pomanjkanje preživetvenega nagona, temveč za tipičen odziv na nejasne situacije. Ljudje imamo namreč močno nagnjenje k normalnosti. Nevarne situacije so sprva dvoumne, ogenj pa marsikoga fascinira, dokler ni prepozna. Raziskave kažejo, da ljudje za odločitev ali sploh zapustiti prostor pogosto porabijo toliko časa kot za sam umik.
Polič opozarja na ključno težavo, ljudje v paniki običajno zapuščajo prizorišče po isti poti, po kateri so vanj vstopili, zasilne izhode pa pogosto spregledajo ali pa so ti zaklenjeni. Tragedije so tako pogosto rezultat spleta okoliščin, prevelike gneče, nepripravljenega osebja in neustreznih prostorov. Ker obiskovalci na zabavi ne razmišljajo o nevarnosti, morajo varnost brezpogojno zagotoviti upravljavci in stroge inšpekcijske službe. Celoten pogovor preberite v Večeru in na večer.com. Z novim letom je stopila v veljavo pomembna sprememba, ki jo je prinesla septembra lani sprejeta posodobitev reforme obračuna omrežnine. Gre za nov način določanja dogovorjene obračunske moči. Dogovorjena obračunska moč je namreč ključni podatek za izračun višine omrežnine za moč, ki jo mora plačati posamezni odjemalec, saj se z njo pomnožijo tarifne postavke v posameznem časovnem bloku. Omrežnina za moč pa predstavlja okoli 2/3 končnega zneska omrežnine. Po novem se bo dogovorjena obračunska moč za koledarsko leto za vsak časovni blok določila kot povprečje 5 konic posameznega časovnega bloka v obdobju 12 mesecev. Tak način določanja dogovorjene obračunske moči bo ustreznejši, saj je bila doslej določena na podlagi zgolj 3 konic v času višje sezone. Citiram: glede na to, da bo upoštevanih 5 konic na ravni enega leta, bo pri večini odjemalcev dogovorjena moč nekoliko nižja, pravi direktorica Agencije za energijo Duška Godina. A to na drugi strani pomeni tudi manj prihodkov iz naslova omrežnine, zato bodo marca stopile v veljavo višje tarife, danes piše naš novinar Timotej Milanov, podrobnosti pa, kot ste navajeni, v Večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 6. januarja 2025, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odsetil pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.